Dobrodošli nazaj v oddaji ta teden. To je rubrika Vis-a-vis, kjer nocoj gostim človeka superlativov. Pisatelj, prevajalec, pripovedovalec, stand-up komik, mojster improvizacije, reper, ustvarjalec podcastov in ambasador branja. Gospod Boštjan Gorenc Pižama, dobrodošel. Lep pozdrav. Boštjan, hvala, da si se odzval v našem vabilu. Z največjim veseljem. Jaz sem sicer pričakoval, da bo tlele zavrtet, pa ne vem. A lahko kupam kakšen samoglasnik? Zavrtet kaj? Ja, ne vem, srečo je. Meni so rekli, če pridem sem tekmovat. To si bil pa plačan. Dejva začeti z vprašanjem, ki ti ga, sem prepričan, ni zastavil še nihče in za odgovor katerega boš porabil najmanj 5 minut. Odkud ime Pižama? Bil sem star 5 let, ko sem bil starši na nekem sejmu in sem se zgubil. Zdaj si lahko predstavljaš, kako izgleda 5-letnik. Jogo se in pride do mene ena gospa in pravi, kaj fanta, ki si se zgubil. In zdaj to je bilo leta 1982, takrat, če ni bilo treba preverjati, če je kakšen neoznačen kombi parkiran. In sem rekel, a si se zgubil, kako ona to ve. In sem rekel, super, pa če rekel, veš, ti bom pomagala, ti bom peljala do infotočke, samo boš povedal svoje ime, bojo poklicali starše, vse bo v redu, sam svojo stojnico še zaprem. In res me pelje tja do infotočke, in jaz sem hotel biti vljuden. Sem rekel, gospa, kaj pa imate na tej stojnici, kakšne izdelke, kaj obrt, prav? Ne, veš, jaz sem pa numerologinja. Sem rekel, kaj numero, kaj? Prav, veš, te pa veda, kaj prav, da nas naša imena določajo. Vsaki črki daš številko, potem to zračunaš in zdaj, če mi ti poveš, kaj bi ti rad počel, ko boš velik, ti jaz lahko izračunam, kakšen vzdelk potrebuješ. Da ti bo to uspelo. Sem rekel, super, kakšen vzdelk si moram jaz dati, če želim, da ko bom velik, da bom prevajal knjige polne pukcev, pa da bom enkrat vis-a-vis pri Godlerju. To si me zdaj naplahtal, ne? Ja, resnica je bedna. Resnica je to, da sem bil nesocializiran mulc v prvem razredu, ki so ga razredni težaki zelo radi drezali, ker so dobili največ dretja za svoj vložek, in sem dvakrat v eni trenirki prišel v šolo in sem spomnil to Pižama in par let tega nisem smel slišati, nimamo vsi sreče tako kot ti. Kaj rečeš Godler in točno veš, kdo je Godler. Rečeš Artač, točno veš, kdo je Artač. Jaz sem pa rabil pod Pižama. Tudi Jure pa Igor sta morala postati slon in sadež, da sta uspela. Rabaš tako kratko ime, da te prepoznajo. Koliko je ime pa priimki, je že konc. Eni imamo res. Godler, Jezus. To. Stvari, ki res pridejo takoj človeku. Točna podoba se ti izriše. Zdaj, a veš, da bi se zate rekel, da si bil pa ti pretepač? A res? Resno? Ne, jaz nisem bil. Jaz sem bil kvečemu, sem bil golman, ker sem me dal v gol, zato ker je bilo manj golov. Zdaj, rojen si bil v Kranju, leta 1977, daleč. Kakšni so občutki rodice v Kranju? Zdaj, breme je, veš, Prešernovo mesto, Knoblovo mesto, čeprav za Knobla ne ve toliko ljudi, to je človek, ki je že pred vodnikom izdal pesniško zbirko, ki je bil orglar v cerkvi kranjski, pa ga literarna zgodovina rahlo zamolčala in zatušala, zato ker je pisal pesmi o prtcih, med drugim. Potem pa, in moraš vsak dan živeti s to težo, da si mogoče ti tisti, ki bo moral nadaljevati te mokro cveteče rožice poezije. Štafeto. Prevzeti naprej. Kaj me je presenetilo, ko sem bral research, mi imamo ekipo ljudi, ki pripravi research. In so stvari, ki jih vem o tebi, in so stvari, ki jih nisem vedel o tebi. Najbolj mi je pa v oči padlo dejstvo, da si bil talent za matematiko, poleg jezika. Dejansko. Prav, nisi eden tistih, bi rekel, ki so, ker ko sem jaz odraščal, je bilo tako, ali si bil za jezike, ali si bil pa za matematiko. Ti si bil pa oboje. Ampak za matematiko, za čisto matematiko, za fiskalno kol. Meni, ko daš zraven neke enote, mene zgubiš. Kaj pa narobe s fiziko? Jaz, prvič, kjer človek bi pri zdravi pameti dal klado na klanc in jo pustil tam, da se lahko kdo poškoduje. Mislim, če je kaj na klancu, je to Romano Cankarja, ne pa klada. Pošteno se pravi. Ne maraš sila, masa, krat pospešek. Ampak nisi pa nadaljeval matematične karijere. Ne. Se še ukvarjaš kaj hobi? Sem inštruktor svojemu otroku, kadar more pred kontrolnimi, drugač pa,
Mislim, ne vem, rad seštevam ure, ki se mi kopičijo na navigaciji, ko čakamo koloni na Štajerki. To je to vsakodnevno seštevanje. A ti tudi na Štajerki? Ja, ampak zdaj problem ratov, ker se te Googlovi algoritmi prilagajajo dejanskemu stanju. Ja. In zdaj že je zdaj 20 km poprečna hitrost in ti kaže zeleno. Ja. Zelena. Oranžna je, če stoji, je oranžna, rdeča pa sam, če hodi kdo v kontrasmer, če voz. In potem si nadaljeval na študij novinarstva in angleščine. Samo angleščine. Novinarstvo sem se vpisal, ker sem pač. To se vidi, koliko sem resno pristopil k izbiri študija, ker sem prišel prvi dan na faks, videl, da če grem na samostojno, da imam več literarnih predmetov. Pa pomeril sem urnike in sem rekel, petki so prosti, če se prepišem na samostojno angleščino. In sem se prepisal na samostojno angleščino. Na samostojno angleščino, kakšen spomin na profesorja. Jaz sem bil tudi tam nekaj časa, sem se srečala. Ne, jaz sem bil rahlo starejši od tebe, mladenič. Ja. Ne vem, zelo, mislim, se mi zdi sploh te, bi rekel, na profesorico Meto Grossman, na profesora Uroša Mozetiča, ta literarni krog, ki je bil, ki so od tebe niso zahtevali zgolj reprodukcije nekega znanja, tako kot kakšni profesori, ampak so dejansko te aktivno spodbujali k temu, da si bral literaturo, da si razmišljal, da si iz nje vlekel neke svoje zaključke. Ja, lepo. Da me pa najbolj zanima, o tem pa nisem nič vedel, priznam, tvoja rap kariera. Da mi razloži toliko, ti, mislim, da si zaključil z rap kariero dolgo preden sem se rodil. Zato morda beseda ali dve o rap karieri. Rap karieri je nič. Poslušal sem rap, zelo hitro začel tam že konec osnovne šole. Kaj si poslušal? Kaj sem poslušal? Takrat smo itak pri nas se je pripala so najprej MC Hammerja pa Vanilla Ice. Veš, pa je bilo tako malo zanimivo, ker jaz nisem imel posluha, imel sem pa feeling za ritem. Posluha sem imel toliko, da sem se slišal, da je bolj, da napojem. Ampak ritem pa beseda, jaz neko pismo, to je pa nek način, ki bi se lahko izražal, kot najstnik iščeš, kako izraziti. Zdaj ne vem, pač eni pišete simfonije, a ne, drugi smo pa pač tekste pisali. Pa sem zelo hit šaltal, pač sem padel v Public Enemy, v nek ta zahodno-obalni slog, pa vzhodno obalo. Pač dejansko sem pa tudi zelo hit najdel, pa ne vem, videl, koliko je nekih teh, bi rekel, mogoče bolj underground ljudi, ki bazirajo na besedilih in to me čisto. In tudi sam začel pol na veliko pisati, tle je ena taka blankrat mi je Jovan, ki sem še bil kot nek ta pridruženi član Parsega, ki je prav, ne, bolj moraš klet, ne, kao, veš. Jaz sem pa tako pač me je, zakaj bi dal kletvico not, če lahko dve druge stvari povem na mest kletvice me bilo, ne, in pa čez par let je bilo, sam si imel kar prav, ne. Ker takrat sem bil ljudje tako, stari, pač ne moreš ti tega repati, ker preveč poveš, ne, se bo pač očitno s tem svojim slogom malo pred drugim, ampak nikoli pa ni prišlo do tega, da bi, ne, naredil neko resno plato, bili smo Rudbina Trgavšek, Antoko, Trkaj, Valtera, pa jaz, ker smo pol delali freestyle šove, mi smo prišli, smo uro, dve sami iz glave repali, tudi pač ne, zaključil sem dejansko nekako svojo rap kariero kot državni prvak v freestylu v Križankah, pa se pa zelo tako, ne, pa sem še nekaj z badalami delal, z neko novojarško ekipco, ampak zdaj kvečemo za kakšno predstavo ali pa strip še napišem komad. Jaz sem tudi poslušal kar nekaj repa. Moram reči, v tistih mlajših. Včasih smučam hit, včasih pa počas. Tam je ostala. Ta je bila. Lepem spominu. Tracy Chapman, vzad sampleček. Nimam pojma, kaj si lihar rekel. To je to. Se strinjam. Fast cars. Ker včasih smučam hit je bil najprej Sometimes I Rhyme Slow, Sometimes I Rhyme Fast od Nice and Smootha, ne, in potem so po tej naredili ta angliško verzijo. Za slovensko. Pogooglejte. Zdaj pa povej, kaj od tega, s čimer se še danes ukvarjaš, še prišlo pa prej? Gledališče, stand-up, knjige? Mislim, da pač jaz sem padel v teater v srednji šoli, ker sem me povabil kot človeka v predstavo, ki bo spuščal musko, pa skrbel za to, pa se je pa ta glavni igralec prešolal na mednarodno maturo. Sem rekel, ti si tukaj, pa že poznaš, in sem pa v Anujevem orkestru odigral pianista in me zagrabil. In smo kuj naslednje let, smo pa trije kolegi smo naredili svojo predstavo, povabili z bobna nekih 15 gimnazijcev na kup in smo igrali. To je bilo impro? Ne, to je bila prav predstava, prav lepo, neka parodična.
Impro smo pa takrat že malo spremljali, pa gledali pač Ano Monro, ki je hodila okoli po Sloveniji z Varjetejem. Šli smo tudi pač, v Ljubljano kdaj in pa, tam je pa pol ta impro zagrabil, ker je to, pač tukaj, zdaj poslušati drugega, najti šalo v tistem trenutku in to je bilo tako. To mi je pa zanimivo in te zdaj moram vprašati, glede impra, a imaš ti ta prirojen talent ali si se ti učil, ki je tega impra? Ker impro ima svoje zakonitosti. Ja, ne, dejansko sem samo veš, pač, da veš, da ne boš vsakič povozil, koliko imaš idejo, moraš se poslušati, moraš gledati en kup enih vaj. Tukaj noter, pač predvsem kako pač spoznati ljudi, s katerimi igraš in pač tega ne delam več aktivno, še zdaj pa vsake tok cajt, ne vem, s temi kutki, se pravi Saša, Stare, Rok, Bohinc, s to ekipico, vsake tok časa grem kdaj na oder in prav tako zapaše za enkrat ali pa dvakrat na leto se v to. Si imel pa nekaj odmevnih zadev v gledališču, kot je 50 odtenkov Nive. Ja? To si imel ogromno ponovitev. Potem Brade z... Perico pa Gašperjem? Tako. Perico pa z Gašperjem, potem Reformatorje. Reformatorji na odru, da ne bi zamešali, ker so Reformatorji v stripu, so knjiga... Na odru. Ja, ker smo ful izvirni pri iskanju teh imen. Z Nikom Škrlecem. Ja. Tako da še kakšen nov projekt? Nov projekt mogoče gruntam, da bom čez naslednjo jesen, zimo skušal kaj novega napisati, ampak trenutno pa ni. Trenutno sem itak je bolj to zdaj, ker je april, maj, junij, je bolj nastopanje po osnovnih šolah. Ne pa povej, greva k srednji tematiki, literatura. 7 glavnih promotorjev branja pri nas. Daj mi povej, prevajaš, pišeš, hodiš okrog, gostuješ, bereš, pripoveduješ in tako dalje. A mladi danes, poleg TikTokov, poleg YouTuba, poleg vejpanja, a dovolj berejo? Berejo, ja, samo je vprašanje, kaj. Pač ni tako, imaš sporočila, pa vse, pa ni. Problem je pač, je bolj to, se pravi, kaj brati, kakšne vsebine brati, oziroma kako jezikovno bogate vsebine brati. In meni se zdi, da je tukaj, ne vem, na nas vseh, da pač nekako skušamo, pa niti ne samo mlade, ker to ni samo pri otrocih, ampak je tudi pri starejših generacijah, je to pravzaprav, danes smo pač razpeti, smo v svetu zaslonov. Se pravi, zasloni so in zasloni od nas ne zahtevajo veliko. Zasloni rečejo, poglej me za sekundo, dam ti eno dozico dopamina, ker je nova informacija. In možgani ti gledaš, ali pa malo levo, desno, gor, dol in možgani so wow. Medtem, ko knjige te pa prisilijo, da se ustaviš. Ko ti knjigo bereš, ti ne moreš vmes, pač, zdaj bom pa jaz kliknil, pa naprej skočil. In je te prisilijo, da svojo pozornost usmeriš v eno stvar in z njo ostajaš tam. In se zdi, da pač v tem svetu, ki nas obmetava z informacijami, je pravzaprav za vse, ne samo za otroke, tudi za odrasle, pomembno to, da se znamo ustaviti, da se znamo usmeriti v nekaj. In knjige nam pri tem pomagajo, ker nam na ta način trenirajo možgane. Je pa seveda, se mi zdi, kar se pri mladih tiče, je predvsem jim treba pokazati, da obstajajo knjige, ki govorijo o stvarih, ki zanimajo njih. Se pravi, ker dostikrat se zgodi, ko si najstnik, jaz sem pa dobil pri domačem branju eno knjigo o pastirjih v 19. stoletju, knjige so kar neki, pač vse. Ne, treba jim pokazati, mi imamo in svojo izvirno prozo in prevodno prozo imamo pač na visoki ravni, to so knjige, ki so slogovno bogate, jezikovno bogate. Kazino Banal. Kazino Banal, recimo, ja, ta je kar, čeprav meni je kaj ta naslednja, šaman je recimo en boljših likov v... Vohun, ki me okuži. Ja, tisti šaman noter je en boljših likov v zadnjem času v slovenski literaturi, ker se mi zdi, da nam manjka magičnega realizma. Danes hočejo vsi zdaj fantasy pisati, ne tako kot včas, ki bil magični realizem, pa so rekli, jaz sem za odrasle, pišem magični realizem, ne fantazija, zdaj pa glih kontra. Hvala. Hvala za to, da si to bom zrezal, pa bom nekom objavil. V redu. Super, lahko. No, ampak ravno to, da pokažem mladim, pač, da so knjige, ki govorijo o pač, družabnih omrežjih, o pritiskih, ki jih zdaj čutijo. Se pravi, to, kar grejo zdaj te mlade generacije skozi od tega, kako gledajo druge, sprejemajo druge skozi družabno mreže, kako skušajo ugajati, kako se spreminja. Pač, ves ta nek novi svet, knjige o tem obstajajo. In ja, pač moramo jih ponuditi mladim, moramo jih dati. Ne. Je pa tudi drug način, ja, pač, koliko je tle bralne kondicije in zato so pa recimo pač tudi super stvar stripi, s katerimi dobiš tiste, ki niso tako zverzirani bralci, ne, da jih ne prestrašaš na začetku z enim kupom
besedila, ampak da jih počasi navadiš. Recimo ravno zato je ta kapitan Gatnik, te knjige so super od Deva Pilkija, ker je on sam imel ADD in je potem dejansko pisal knjige take, kot bi jih sam hotel brati kot otrok, se pravi veliko slik, velike črke, se pravi, da se ne prestrašiš, da aha, super, te potegne, greš naprej, se pravi, zelo različni načini so, kako... Zato si tudi pred kratkim dobil nagrado Mira Cerarja, iskrene čestitke. Ja, ni bil Miro Cerar, Vasja Cerar. Vasja Cerar. Ja, to bo pa, ko bom pravnik postal, bom mogoče dobil tudi nagrado Mira Cerarja, ali pa če bom kdaj premijer, če sem jo omračil in me prepričal, bo pa nagrada Mira Cerarja mlajšega, to je pa nagrada Vasja Cerarja, ki jo zdaj podeljujo 3. leto, poimenovana pa po pokojnem legendarnem tako prevajalcu kot uredniku Mladinske književnosti Vasi Cerarju in jaz sem pač tudi srečal, da sem prevajal zanj, da je bil moj urednik in podeljujejo pač na 4 leta se menjajo, se pravi, ker ne moš vse mladostne, otroške, najstniške literature, da je to en koš in pa imaš en let slikanice, drugo leto imaš krajše knjige, leto so bili stripi, naslednji let bojo špehaste knjige, ne? In ja, so se komisija pač sklenila, da so to, kar sem v zadnjih letih delal z serijo Pasi mož, da je pač toliko v redu, da si zasluži to nagrado in sem vesel, ker pač kot prevajalec dejansko otroške literature, poleg tega, da prideš na častno listo IBI, Mednarodne zveze za otroško pa mladinsko književnost, je dejansko ta nagrada edina, ki je nekako, tako bi rekel, stanovska in strokovna. Ker pač, če prevajaš ti Pukce in Kakce, za Sovreta ne boš dobil, razen če prevajaš zdaj kakšne starogrške komedije, pol mogoče. Pukci kak tam jih je kar... Ja. Meni je to všeč, iskreno povedano. Zdaj pa pojdiva še k eni temi in sicer podcastanje. Ja. Tvoj doprinos slovenskem nebeškem podcast svodu ni zanemarljiv. Ustanovil si mrežo Aparatus, tam snemaš. Pri koliko podcastih si v življenju sodeloval? Ja, zdaj... In predvsem, in to je pa poglavitno vprašanje, kako se trudiš izstopati med vso poplavo fekalij na tem področju? Zdaj, mogoče najbolj izpostavljen trenutno tako medijsko je podcast po mojem okusu, ki ga snemam za Špar. Zdaj sem kamere dobil, to je zdaj moj prvi podcast, ki ga delam tudi s kamerami, ki so me povabili. In se mi zdi, da tam skušam predstaviti, tudi vabiti goste, ki so, bi rekel, so ljudje, ki so nekaj naredili. Se pravi, nekdo, ki je poznan zato, ker je nekaj naredil, ki ni poznan samo zato, ker je znan. In me zanima zelo, kako te njihove neke ustvarjalne celice delujejo. Mislim, da bo nekoč v bližnji prihodnosti bo gost tudi človek, ki vodi Vis-a-Vis. Z veseljem. Tako da recimo to, sicer pa ja, na mreži Aparatus, nisem jo ravno ustanovil, ker pač ne moramo mimo njenega ustanovitelja, Anžeta Tomića. Kjer ga? Anžeta Tomića. Ne poznaš? Ker jaz te imam na sliki z njim. Z kjerim? Z Anžetom Tomićem, daj poglej. To je Photoshop. Aha. Kaj pa tole? Ne. To je Photoshop. Počutim se kot... Počutim se kot princ Andrew. Aha. Ki so ga slikali tam. Si za Švico, kaj? Ja. Ali nisi? No, v glavnem, Anže Tomić je začel s podcasti z Aparatus, s pogovori in me je povabil zelo na začetku tam, čeprav meni se je takrat malo zdaj, zakaj sem šel 12. ali 13. na vrst, in pa je padla ideja, da bi delal, ker sem jaz prevajal Martina, če bi delal pa mogoče podcast o Igri prestolov, ki se je takrat že vrtela, mislim, da 2. ali 3. sezona. In sem rekel, jaz sem takoj za, ampak da vam mogoče narediti, da ne bo sam Igra prestolov, ko pa bo zmanjkal štofa, in bo malo dolgcet, in sem rekel, da je pač to legitimno preživljanje prostega časa. In ja, to zdaj delava že vrsto let. Delala sem med korono, sva gledala, Anže Nikol še pregledal Harryja Potterja, sem imela serial Tomo gleda Potterja, ki ga še zdaj ljudje najdejo in pridejo. Trenutno sva na telih, kaj so že, nazaj, vrnitev v preteklost, Back to the Future, ampak zdaj se počasi začenja 2. sezona Zmajeve hiše, tako da bova to gledala. Pa je pa še podcast Danes praznuje, ki ga dela pa z ženo, z Mojco, pa je trenutno malo na pauzi, ker sva bila oba čisto zasedena zadnje leto, ampak
tuhtava, da bi ga spet mehen mu dala življenje, ker je pa super. To je otroški podcast? Niti ne otroški, ampak so mi pa kolegi tudi že povedali, da pač skupaj z otroci poslušajo. Namreč Mojca je nekoč rekel, ful imamo teh svetovnih dnevov, tega pa onega, kaj če bi midva naredila tako, da predstavljava te stvari, ki slavijo tisti dan. Ne? Danes praznuje in sva začela s tuno, recimo, ne? Pa sva imela nogavice, pa kavbojke, ne pač pa države, razne osebe. In je super, ker te mal prime dati en uržah, da greš malo brskati po netu za kakšnimi zanimivostmi, ki sicer ne bi, in potem to v nekih 15-20 minut zapakiraš. Vse je pa res, da kar se podcastov tiče, sem jaz zelo tako malo pač ta bi rekel starošolski, da pač glas, saj rabaš glas, ne. Pač je pa res, da mlade generacije to zdaj spremljajo prek YouTuba, ampak ne, pač, če se dva sam pogovarjata, da je še nekaj zraven. Jaz ne bi rekel podcast sploh zadevi, ki je na YouTubu. Ja. Žal. To je video posnetek, podcast. So pa eni podcasti tako dobri, da jim pa jaz rečem že kar radijske oddaje. Aha, je to mogoče opazovalnica? Ja. Ja. To sem pa slišal že enkrat. To je Anže Tomičota, ne? Boštjan, za konec pa še eno vprašanje, ki ga vprašam vsakega intelektualca, ki ga gostim, ali intelektualko. Super, se pravi, pride zdaj kdo nota. Kaj je trenutno na tvoji nočni polici? Katera knjiga? Kar nekih je. Tusculum, upam, da sem pravilno si zapomnil ime, pesniška zbirka Denisa Škofiča, ki je ravnokar prejel zanjo Cankarjevo nagrado. In je super, ker je po eni strani zelo prekmurska jezik, po drugi strani pa tudi zelo, bi rekel, sodobna. No, tako se mi zdi pač prepletanje več teh svojih osebnih jezikov v njej in je... To je sliknut. Ne, sam na naslovnici. Recimo, ta poezija mi je super, to imam zdaj. Potem prebral sem Ledene može od Jasmina B. Freliha, tudi super, tak sodoben roman, pa kaj so bili še, zdaj se bom tledek, mislim, da so Dvoliki, da je naslov od Edvard Maležič, zbirka kratkih zgodb. Poglejte, mislim, da je Dvoliki, no, ampak ne me za besedo držati. Pa še od Andyja Stantona berem še vedno od človeka, ki je napisal Gospoda Gnilca, ki sem ga preval v slovenščino, sicer tisto otroške knjige, pa berem Benny the Blue Whale, je pa knjiga, ki jo je napisal skupaj s ChatGPT-jem. Tako, ki je rekel, bratranec mi je rekel, že sprobal ChatGPT, da je kaj, in seveda kot moški, v 40-ih je napisal, napiši mi zgodbo o about Benny the Blue Whale, the Blue Whale with a tiny penis, se pravi o velikem sinjem kitu z majhnim penisom. Ampak potem je fora, ni to zdaj seveda, da je kao ChatGPT piše vse, ampak je predvsem to, da on razlaga svoj proces. Od tega, kako mu daje napotke, kako uporabi, predvsem pa, kako on ustvarja, kako drugi ustvarjajo. In meni je to vedno zanimivo brati, se pravi, te neke različne, raznolike ustvarjalne procese, in se učiti pravzaprav od drugih, kaj lahko še potem sam uporabiš, ko sam ustvarjaš. Lepo in impresivno. Jaz sem trenutno še vedno pri 5 prijateljev. Pa nisi več Prlonček, kuhaj si že... En korak dalje na skrivnostnem otoku zakladov. Boštjan, hvala, da si bil naš gost. Želim ti veliko sreče na vseh področjih, ki sva jih obdelala, in upam, da priješ ob letu v Sorej ponovno vis-a-vis narediti en kratek update. Z največjim veseljem, pa do takrat bom pa šparal par samoglasnikov, ker mi jih ti očitno nočeš prodati. Hvala lepa. Se vidimo takoj po glasih. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.